Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je tekma 14. kroga med domačimi Dobrovci z gosti Šmarji. Gre za direkten spopad med ekipama, ki se krčevito borita za obstanek v letošnji sezoni tretje ligaške konkurence v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Skozi celotno sezono že obojni na nek način prikovani na dno prvenstvene lestvice, a zaenkrat v boljšem položaju domačini, ki se nahajajo na predzadnjem mestu in imajo 8 osvojenih točk, se pravi 2 več od današnjih gostov, torej je računica jasna. Obeh taborih bodo krenili na zmago, s katero bi si na nek način olajšali zadeve pred zaključkom letošnjega prvenstva, a jasno, v primeru neodločenega rezultata bodo zadovoljnejši nogometaši Dobrovc, ki bodo tako zadržali prednost 2 točk na prvenstveni lestvici, medtem že prvi nevarnejši napad gostov in prvi udarec iz kota na današnji tekmi. Preletimo še oziroma počakajmo na to izvedbo tega udarca iz kota, na to pa še preletimo obe začetni postavi ter predstavimo sodnike tega obračuna. Iz kota bo žogo v kazenski prostor poslal Jančič. Proti oddaljenejši vratnici žoga je preletela vse in out na koncu za domače. Izvedel ga bo številko 6 Tilen Štahel. Kot že rečeno, preglejmo sedaj začetni postavi. Pri domačih v vratih Ploj, v obrambi z leve proti desni Blagus, Pivec, Petek ter Tilen Štahel. Zadnja zvezna nogometaša sta Aljaž Jager ter Klemen Kelc. Pred njima trio Tadej Štahel, Alen Hutinski, Domen Klanšek. Najbliže nasprotnikovim vratom pa tekmo v taboru Dobrovc pričenja Elvino Podbrežnik, trener domače zasedbe Zvonko Breber. Pri gostih po vratih Nejc Travnikar, v obrambi z leve proti desni Tim Travnikar, Zagajšek, Mikše ter Kresnik. Zadnja zvezna nogometaša sta Jančič ter Nik Kores, pred njima pa trije nogometaši, to so Valentin Fišer, Drofenik, Korošec. V napadu pa tekmo pričenja Firšt, trener zasedbe Šmarje pri Jelšah pa je Žiga Čakš. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Blaž Bezjak, njegova pomočnika pa Jernej Flajšman in Nejc Borovič, delegat tekme pa je Dejan Germič. Klanšek vrača proti Kelcu, ta do Jagra, žoga na koncu vse nazaj do vratarja Ploja. Kelc na levo stran, kjer je Blagus. Štahel. Štahel je hitrejši od Kresnika. Še vedno v posesti Štahel. Brez prekrška nad Tadejem Štahelom. Vmešal se je Kelc. Hutinski. Vrača Blagusu. Blagus, nevaren predložek Blagusa, višji od Podbrežnika vratar Nejc Travnikar. Kores. Jančič. Ponavlja se Korošec, znova Jančič, v napad se je vključil tudi Kresnik, podaja Jančiča. Blagus lepo proti Pivcu, ta v vezno vrsto, kjer je Jager, še vedno v posesti Jager. Prebral je namero Jagra. Izbija Petek. Veliko prostora se je sedaj v protinapadu odpiralo domačim, a na mestu je bil Travnikar, Fišer. Znova Travnikar, Fišer, dvojna podaja teh dveh nogometašev. Izbil je Petek na kratko, znova do posesti Šmarje. Težave ima sedaj Jager, Fišer.
V bloku Petek, vendarle žoga znova pri gostih. Strelom z velike razdalje je poizkusil številko 17 Nik Kores, v bloku je bil branilec Dobrovc Pivec. Klanšek je krenil, proti napad, veliko prostora je osvojil Klanšek. Še vedno Klanšek v samostojni akciji, Klanšek strelja, kakšen zadetek, Domna Klanška, 1-0. Vodstvo domačih, izjemna samostojna akcija Klanška, ki je s tem mojsterskim zadetkom poskrbel za prednost Dobrovcu v 6. minuti. Prvi nevaren napad domačih in žoga je v mreži vratarja Nejca Travnikarja. Hiter protinapad so izpeljali sedaj domači oziroma Domen Klanšek, kar sam preigral 3 nogometaše gostov in na koncu tudi izjemno zaključil. Iz avta bo metal Kresnik. Jager uspešnejši od Firšta. Jager je sedaj lepo videl, kako je v prostor žogo želel Podbrežnik, na koncu nekoliko nesrečno zadev Hutinskega. Štahel vrača Kelcu, Petek, Štahel. Tokrat dovolj hiter Travnikar. V skoku višji Petek od Drofenika. Videli smo sedaj dvoboj obeh kapetanov. Drofenik nespretno na koncu, kapetan gostov out bo pripadel domačim, izvedel ga bo Tilen Štahel. Hutinski lepo proti Podbrežniku, ta znova do Hutinskega. Hutinski v preigravanju, igra z roko domačega nogometaša. Hitro so pri Šmarjah izvedli ta prosti strel. Nejc Travnikar sedaj pri žogi. Zagajšek znova vrača vratarju. Na zadnjih 5 prvenstvenih obračunih so nogometaši Dobrovcu knjižili 1 zmago, 2 remija in pa 2 poraza, se pravi 5 osvojenih točk. Sedaj je krenil Tilen Štahel v kazenskem prostoru pred golom videl Podbrežnika, na mestu je bila na koncu obramba gostov. Kelc izbija Kores, na koncu do žoge Drofenik. Firšt. Dolga diagonalna podaja proti Korošcu, hitrejši oziroma dovolj hiter je bil Blagus, Ploj. Tilen Štahel, ta lepo do Klanška. Ta vrača Štahelu. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, 5 osvojenih točk na zadnjih 5 tekmah za Dobrovce. Edino zmago na teh 5 preizkušnjah so vknjižili v prejšnjem 13. krogu na gostovanju v Prevaljah proti Korotanu z 1-2, remizirali v 11. krogu proti Dravini z 2-2 ter v 10. proti Zrečam z 1-1, izgubili pa v 12. v Celju proti Šampionu z 5-2 ter proti Bistrici z 1-4. Prekršek medtem za Gajška.
Na drugi strani Šmarje pa na zadnjih 5 prvenstvenih tekmah 5 porazov, se pravi brez osvojene točke. V prejšnjem kolu so na domačem igrišču izgubili proti Šampionu z minimalnih 0:1. Predtem 2-krat proti Podvincem, 3:1 in 2:1 je bilo za zasedbo. Podvinci proti Cirkulanam so izgubili z 1:3, proti Rogaški pa z visokih 5:1. Medtem je vratar Travnikar prebiral ta predložek Domna Klanška, vendarle so hitro gostje znova zapravili žogo in letajo v posesti domačega moštva. Blagus. Klanšek in Štahel z dvojno podajo. Štahel vrača do Pivca. Pivec z visoko podajo prostor proti Podbrežniku, ki pa je sprožil visoko čez vrata. V skoku je bil sedaj najvišji Firšt, nesporazum v taboru gostov, dovolj hiter Korošec, prekršek Pivca. Prosti strel za Šmarje bo izvedel številko 8 Jančič. Bomo videli, ali lahko gostje prvič danes nevarne zapretijo z tega standardnega položaja. Izbija Kelc. Vendarle na koncu met iz avta za domačo ekipo. Podbrežnik iskal je Hutinskega na mestu gostje, oster štart sedaj Podbrežnika. Korošec, hitrejši, spretnejši, na koncu Štahel, vendarle na mestu Nik Korez. Blagus. Blagus vrača do Pivca, ta pa se ni najbolje znašel v tem primeru in out za Šmarje. Izvedel ga bo številko 13 Kresnik. Grofenik, veliko prostora ima Korez, ta prostor proti Kresniku, vendarle prehitra podaja za slednjega in gol out za Ploja. Ekipi sta do sedaj med seboj odigrali 7 tekem, 2-krat so se zmage veselile Dobrovce, 4-krat Šmarje. Videli smo tudi eno delitev točk, v gol razliki je zaenkrat s tem zadetkom danes 16:15 v prid Dobrovc. Zadnjo tekmo pred to seveda pa sta ekipi odigrali prav v tej sezoni v 8. krogu, ko so se zmage z 2:1 veselile Šmarje. Veliko prostora ima znova Klanšek, Klanšek in Kresnik sedaj v dvoboju. Klanšek je videl tekajočega Podbrežnika, a vendarle nekoliko prehitra podaja za slednjega.
Nov out za goste. Uspešen pri ustavljanju žoge Podbrežnik. Podbrežnik s predložkom. Travnikar. Travnikar do Zagajška. Mikše. Visoko so sedaj stopili domači, to je takoj obrodilo sadove. Kelc. Jager. Ta na desno stran proti Štahelu. Nekaj prostora se sedaj proti napadu odkriva za Šmarje. Lepa podaja Drofenika proti Korošcu, a ta si je slabo sprejel to podajo in lepa situacija, morda bi lahko rekli tudi priložnost gostov je splavala po vodi. Pivec. Na levi strani ima veliko prostora Blagus. Blagus je iskal Kelca, nesporazum med tema dvema nogometašema. Drofenik je videl tekajočega Fišerja na mestu Petek. Kores z velike razdalje, brez nevarnosti za vratarja Ploja. Izbija Pivec. Ja, Miki, to je to, ja, bravo. Mikše proti Fišerju. Še vedno posesti Fišer. Drofenik vrača Korezu. Goste so sedaj prevzeli pobudo. Korošec iskal je Fišerja, vendar je na koncu na mesto obramba domače ekipe. Travnikar, Podbrežnik je pritisnil na Travnikarja, še vedno Podbrežnik. Podbrežnik v preigravanju, Podbrežnik na mestu pa Tim Travnikar, ki je s tem posredovanjem rešil napako svojega brata. Izid ostaja 1-0, zares velika in lepa priložnost je sedaj splavala po vodi za povišanje prednosti domačih na 2-0. Športno Jager sedaj žogo pošilja iz igrišča. Udarec je prijel Firšt. Firšt, jasno, brez težav bo nadaljeval s tem obračunom. Fišer je športno žogo vrnil domačim. Pivec. Kelc do Klanška. Veliko prostora ima sedaj Fišer, Drofenik ga ni opazil. Kelc proti Klanšku. Nova napaka sedaj v taboru domačih. Vidimo, da ta visok pritisk gostov zaenkrat v težave spravlja domače nogometaše.
Petek, Petek znova vrača do Pivca. Petek z diagonalo na levo stran, kjer se je odkrival Klanšek. Uspešnejši od Korošca Hutinski, na koncu pa prekršek Jančiča. Opozorilo glavnega sodnika za enega izmed rezervistov pri gostih. Prosti strel za Dobrovce bo izvedel številko 19 Jager. Imaš igralca. Poišči igralca, no? Pazi tekavanje, ajde, gremo. Jager lepo je videl tekajočega Tadeja Štahela, ki pa ni najbolje ocenil leta te žoge in znova nekaj sreče sedaj za vratarja Travnikarja. Najvišji v skoku je bil Firšt. Fišer. Posredoval je Štahel, vendarle znova žoga pri gostih, Drofenik. Pivec proti Jagru. Ta na levo stran lepo do Klanška. Klanšek v samostojni akciji, Podbrežnik, znova Klanšek. Jager. Jager v prostor proti Podbrežniku, pravočasno izvrat, tokrat Nejc Travnikar. Drofenik vrača Travnikarju. Nikše, Drofenik. Fišer. Veliko prostora je sedaj osvojil Fišer, takoj na desno stran lepo do Korošca. Dovolj hiter slednji s predložkom, kjer je znova iskal Fišerja, izbija Pivec, udarec iz kota za Šmarje. Skok! Igralca! 10 metrov! Tokrat proti bližnji vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Petek. Hitro izdal ta Drofenik, iskal je Fišerja. Namero gostov je prebral Tilen Štahel. Znova Fišer, Fišer v samostojni akciji, Fišer še vedno v preigravanju. Fišer blokiral je Pivec, brez večjega dela za Ploja. Kelc. Petek, znova Pivec. Blagus, Blagus proti Kelcu, dvojna podaja Kelca in Blagusa. Klanšek. Še vedno Klanšek. Klanšek proti Hutinskemu, Hutinski brez nevarnosti za vrata gostov sedaj.
Pred tem 14. krogom najboljši strelec letošnje sezone zaenkrat Gal Grobelnik iz Šampiona, dosegel je 13 zadetkov z 12 iz Bistrice. Sledi Jaša Martinčič, na tretjem mestu je Alen Cimerman iz Cirkulan z 11 zadetki. Četrti Nejc Bračko, ki je dosegel 9 golov, prav tako nogometaš Bistrice. Četrto mesto pa si z 8 zadetki delijo Elvino Podbrežnik iz Dobrovc, Žan Ramšak z Dravinje ter Grega Triplat, nogometaš Prevaljskega Korotana. Travnikar. Zagajšek ponudi vse Korošec, ta vrača Zagajšku, Korez. Fišer, Drofenik. Jančič in Petek v dvoboju, uspešnejši kapetan domačih. Korez na kratko do Jančiča, ta na levo stran, kjer je Mikše. Mikše s povratno podajo proti Firštu, ta je odložil Drofeniku. V bloku je bil Kelc. Hitrejši od Jančiča, sedaj Jager, ta je takoj žogo prostor iskal Podbrežnika. Travnikar, Korez, na kratko do Zagajška. Klanšek, Podbrežnik, vendarle žoga ostaja v igrišču in je v posesti Šmarji. Veliko prostora ima na levi strani sedaj Travnikar. Fišer, nanj je takoj pritisnil Petek. Izbija Štahel. Izbija Blagus. Klanšek sedaj. Klanšek takoj v prostor proti Tadeju Štahelu. Izjemna podaja je bila to Domna Klanška. Vendarle v prepovedanem položaju Štahel. Za vsak slučaj je vratar Travnikar ubranil ta strel Štahela. Na drugi strani pa brez prepovedanega položaja Firšt. Firšt proti oddaljenejši vratnici, izbil je Blagus. Jančič v prostor na desno proti Kresniku. Korošec v preigravanju, Korošec. V bloku je bil tudi Jager, zato tretji udarec iz kota za Šmarje v tem prvem polčasu. Lepo so to odigrali gostje, prišli do prve prave priložnosti na tem obračunu. Znova bo udarec iz kota izvedel številko 8 Jančič. Najvišji je bil v skoku številko 21, Tim Travnikar, vendarle žoga za kakšnega pol metra zgrešila cilj. Jager je lepo podaljšal proti Podbrežniku. Blagus iskal je Klanška, pravočasno tokrat Kresnik.
Do tega kroga je bilo odigranih 78 tekem, videli smo 41 zmag domačih in 28 zmag gostov ter 9 neodločenih rezultatov. Najvišjo zmago zaenkrat v tej sezoni pa so vknjižili Podvinci, ki so prav tukaj v Dobrovcih v tretjem krogu slavili z 0-7. Doseženih je bilo 274 zadetkov, 154 proti 120 je v prid. Kar se tiče gol razlike pri domačih ekip, 3,5 gola je to na tekmo, res visok podatek. Dosojenih je bilo zaenkrat 25-11 metrov, videli smo tudi en avtogol. Travnikar bo sedaj izvedbo tega avta prepustil Mikšetu. Travnikar proti Drofeniku, ta ni najbolje sprejel te podaje Travnikarja, vendarle žoga ostaja v nogah gostov. Zagajšek proti Travnikarju. Mikše. Mikše je iskal v napadu Firšta. Pozoren je bil Blagus, sedaj ima težave Blagus. Še vedno posesti Blagus, ki je vse skupaj dobro razrešil. Jager takoj na levo stran, kjer se je odkrival Klanšek, na mestu je bil tokrat Kresnik. Korošec proti Drofeniku, ta lepo do Kresnika, brez težav za Ploja. Hitro in zelo dobro so to odigrali gostje. Pivec proti Kelcu, ta znova vrača do Pivca. Nekaj kratkih kombinacij sedaj v taboru domačih. Klanšek spodaj v prostor, ne preveč natančen pri oddaji te podaje, Domen Klanšek. Prebral je namero Fišerja Jager. Prekršek Hutinskega. Hitro prosti strel izvedel Korez na kratko do Zagajška. Visoko so sedaj stopili domači, pritisnili na zadnjo vrsto Šmarji. Korez, ta z diagonalno podajo na levo stran, kjer je iskal Fišerja. Tilen Štahel pa mirno žogo vrača Ploju. Blagus z visoko podajo napad proti Hutinskemu. Dovolj hiter je bil Travnikar. Out za domače.
Izdal ta Blagus proti Podbrežniku. Prekršek Drofenika nad Štahelom. Prosti strel za domače bo izvedel Jager. Še en druga. Miki. Pazi še, tekaj. Jager proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji odskok v Firšt. Klanšek do Blagusa, nespretno sedaj Travnikar. Jasno, dovolj hiter Podbrežnik, Jager proti Štahelu, mimo vrat je sprožil Štahel. Lepo odigrano sedaj strani domačega moštva. V preostalih tekmah 14. kroga se odvija tudi nekaj zelo zanimivih dvobojev. Vodilna Bistrica gosti Dravinjo, ki je v prejšnjem 13. krogu prav Bistričanom naredila veliko uslugo, saj so s kar 4-0 premagali Rogaško in jim tako zadali drugi poraz v sezoni. Prvega so jim zadali tudi oni, tako da je Dravinja edina ekipa, ki je letos premagala Rogaško, a kot vse kaže, bosta ta dva poraza odločilna v boju za naslov, da se bo na koncu vendarle vrstitve v drugo ligo veselila Bistrica. Rogaška pa po bolečem porazu, kot že rečeno v prejšnjem krogu proti Dravinji, tokrat gosti Cirkolane, nova zelo zahtevna preizkušnja proti ekipi, ki na teh najtežjih tekmah igra zelo obramben nogomet, prejema malo število zadetkov in zelo težko je prebiti ta njihov obrambni zid. Bomo videli, ali bo Rogaška uspela zmagati in tako še ostati v boju za naslov pred zadnjima dvema krogoma. Spopad dveh ekip iz spodnjega dela lestvice pa poteka v Celju, kjer šampion gosti Videm. Obe zasedbi sta v zelo dobri formi, 3 zaporednih zmag. Gostje iz Vidma so pred kratkim še bili v težavah glede obstanka v ligi, na koncu pa s temi 9 točkami si zavarovali to mesto med tretjo ligaško konkurenco tudi za naslednjo sezono. Šampion pa dokazuje, da morda spada v zgornji del prvenstvene lestvice glede na predstave po nadaljevanju sezone. Štahel na koncu nespametno in 11 metrovka za goste. In sedaj pa so nogometaši dobro v težavah oziroma zelo nespameten prekršek je bil to v kazenskem prostoru. Rumeni karton za Tilna in Tadeja Štahela sedaj. Tadej Štahel zaradi ogovarjanja, Tilen Štahel pa seveda zaradi prekrška v kazenskem prostoru. Skupil je kapetan gostov Drofenik. Na izvedbo 11 metrovke pa sedaj odhaja številko 10 Firšt. Gostje imajo v 40 minuti priložnost, da z 11 metrovke pridejo do zelo pomembnega zadetka pred koncem prvega polčasa in se tako vrnejo v igro za zmago na tem dvoboju. Firšt in Tilen Ploj sedaj v dvoboju.
Firš strelja izenačenje, 1-1, mirno je vse skupaj izvedel Firšt. Vratar Ploj v eno, žoga v drugo smer in izid je izenačen v 40 minuti 1-1. Bomo videli, kako bo ta zadetek vplival na nadaljevanje tega srečanja. Domači morajo sedaj prvotno zdržati teh zadnjih 5 minut brez prejetega zadetka, da si ne zakomplicirajo vsega skupaj pred drugim polčasom. Jasno so, bodo v manjšem šoku. Pivec proti Petku. Kelc. Prekršek sedaj Tadeja Štahela. Korez vrača vratarju Travnikarju. Drofenik v prostor proti Firštu. Dovolj hiter Pivec, ta je žogo vrnil vse nazaj do Ploja. Fišer na levo stran proti Mikšetu. Drofenik. Prostor proti Jančiču, prebral je to namero Blagus. Gostje so s tem izenačujočim zadetkom dobili krila, sedaj visoko pritisnili na domače. Fišer. Fišer proti Korošcu. Zbija Štahel. Višje od Zagajška je bil Podbrežnik. Travnikar lepo podajo na levo stran proti Drofeniku. Žoga je sedaj športno z igrišča poslal Travnikar, obležal je Tine Štahel. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, čaka oziroma odvija se dvoboj tudi med Zrečami in Dravogradom. Gre za ekipi, ki sta v slabem nizu rezultatov. Korošci so doživeli kar 3 zaporedne poraze. Zreče pa še zaenkrat po nadaljevanju prvenstva niso uspeli vknjižiti zmage. V bistvu, glede na zadnje predstave, je to res velika priložnost tako za ene kot druge, da se vrnejo na prave tirnice in pričnejo zmagovati. V jutrišnjem terminu pa je pred nami zadnja tekma tega 14. kroga. Spopad sosedov na lestvici bo potekal v Podvincih, kjer bo gostoval prevaljski velikan Korotan. Kljub temu, da sta moštvi na 8. in 9. mestu, pa vloga favorita glede na prikazano zaenkrat zagotovo pripada Podvincem. A v taboru Korotana se zagotovo zavedajo, da bodo morali strniti svoje vrste in pričeti z nabiranjem točk, kajti v drugačnem primeru se lahko zgodi, da se pred zaključkom prvenstva znajdejo v težavah. Še vedno na teh Tilen Štahel.
Kot vse kaže, bo vendarle vse v najlepšem redu s Tilenom Štahelom. Travnikar do Zagajška. Fišer proti Korezu, ta vrača Travnikarju. Nekaj sreče sedaj tudi za goste. Znova posesti Travnikar. Korez na desno stran, kjer je Kresnik. Korošec. Travnikar je na levi strani videl Mikšeta, na mesto je bil Štahel. Še vedno žoga v posesti Šmarji. Fišer. Vmešal se je Jager. Hutinski zadev je Jagra. Jančič, čez vrata je sprožil Jančič. Glavni sodnik je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata z neodločenih 1-1. Glede na prikazano, mislim, da lahko rečemo povsem realen rezultat. V vodstvo so v 6. minuti z izjemno samostojno akcijo prišli domači, nato pa izenačenje v 40. po, bi lahko rekli, zelo nespretnem prekršku Štahela v kazenskem prostoru je najstrožjo kazen uspešno realiziral Firšt in tako postavil izid prvega polčasa 1-1.